Lepo zdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalne Slovenije Bistriške televizije v Svečanu, ki se že skoraj izteka, zaznamuje pa ga med ostalimi dogodki predpustni čas, ko pustne šeme odganjajo zimo in zle duhove, pričenjajo pa se že zgodnja spomladanska dela v sadovnjakih in vinogradih. In če ima ob pustu sonce moč, mrzla bo velika noč. Vseh zlih demonov in komičnih situacij, ki smo jim priča te dni na državni ravni, sicer pust ne more pregnati. Zagotovo pa je pred vrati pomlad, pa čeprav jo bodo tu in tam skalili še kakšni neugodni vremenski in drugi pojavi. O pozitivnih dogodkih s pridihom novega začetka pa tudi nekaj v informativni oddaji tega tedna, zato prijazno vabljeni k ogledu. Na zadnji seji so slovenjebistriški občinski svetniki potrdili proračun za tekoče leto, program dela občinskega sveta, športa in ljubiteljske kulture ter druge pomembne zadeve. Na Zgornji Ložnici Ufarce predstavili spomladanska dela v vinogradu. Kako je nastajal Impol, ki je lani obeležil 191 let obstoja? V Slovenjebistriški knjižnici postavljena samostojna likovna razstava Slovenjebistričana Uroša Čoža. Zmikavti niso prizanesli niti vodohramu na Spodnji Polskavi. Na dvoranskem državnem prvenstvu v suvanju krogle domačini osvojili 3 odličja. V rubriki Lokalne novice o zadnji seji občinskega sveta, 9. etnološkem večeru na Zgornji Ložnici ter likovni razstavi. V četrtek, 16. februarja, so se na svoje 15. redni seji sestali svetniki občine Slovenska Bistrica. Po ugotovitvi sklepčnosti in potrditvi dnevnega reda so uvodoma v drugem branju potrdili odlok o proračunu za leto 2017. Obravnavali so tudi program dela občinskega sveta za leto 2017 in sprejeli odlok o oddaji stvarnega premoženja v lasti in upravljanju občine. Nadalje so obravnavali odredbo o spremembah in dopolnitvah o območjih kratkotrajnega parkiranja ter letna programa športa in ljubiteljske kulture za leto 2017. Seznanili so se s poročilom o realizaciji akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov ter potrdili dokument identifikacije in investicijski program ureditve ulice na Jožefu v Slovenski Bistrici. Po obravnavi novelacije investicijskega programa širitve industrijske cone Impol so potrdili prejemnike občinskih priznanj. Pod točko kadrovske zadeve so podali soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka ter k imenovanju predstavnikov občine v svete posameznih javnih zavodov. Sejo so zaključili z vprašanji in pobudami ter odgovori nanje. Sicer pa so občinske svetnice in svetnike tokrat v premoru obiskali koledniki iz folklornega društva Košuta Poljčane ter za kakšnih 10 minut zamenjali oziroma odpoklicali župana. V soboto, 18. februarja, so ložniške Ufarce na 9. etnološkem večeru obiskovalcem prikazale delo v vinogradu. Od rezanja vinske trte, okopavanja, vezanja, gnojenja, košnje trave in naposled zadnjega dejanja, trgatve. Jaz pa v Gurcogrem je bil večer prepleten s pesmijo, plesom, pregovori o vinu z reki ter šalami. Ja, gospodar, kje bomo te začeli? Ja, od spola gor bi začeli kopati. Ko vidite, gnoj je že tudi pripravljen, ko boste pri tarsi ga kar globoko odkopljite, pa tiste zgornje korenine porajšte, pa gnoja nadzagarnite, da bo tars videl, da je dal bo papico. No, kam imate zdaj vse bore? Ne, jaz sama. Ja, pa se bom te jezan tebe kopal. Veste ko, po stari navadi, bomo rekli križi božji, pa si bomo še eno zapajli prej. Ja. Žetica rumeni
Irenca, komaj sem čakal, da bi za tebe kopal. Sa tak čisto potihem sem si tudi jaz tak mislila, da bi bilo lepo, če bi mi dva skup kopala. To ti pa moram povedati, da si za fejze klina, rajz. Samo ko si pa tako zamahnala, pa ko sem vedel, ko so ti tudi zizike tako zamigale, pa te smo bili čisto. Tako, plize, tute lepe besede pa prešparaj, pol za na konec, ko bomo šla domov, pa bomo sama. Kaka fajn kavkjen je. Vaš gospodar, si daš kopačam dosti piti, se nauš nikoli potržuva, da bom slova dajlaj. Prav imaš, Ja. prav imaš. Pa da ste čuli? Kako? Da vodu, vedno z vodi manjša, se iz Boga norca da je laknja. Kako je to? Dokler bomo imeli dosti veta, krompira pa kisle ribe, ne bomo nikoli jamrali, da se nam slabo godi. Trajbit! Gospodar! Ja. Gospodar! Ja, Sam prišel. Če mi daš en frakl vina, ti bom rekla, da si fen mož. ja. Če mi pa daš en polič vina, ti pa rekla, da si mož. Če mi pa daš samo en požir, ti pa rekla, da si slab mož. Če mi pa ne daš nič, Si pa ko? si pa fig mož. Si mi te se dal en frakl. Pa davaš, Čujete? Če je pa voda več uredna kot vino, bi pa bil Kristus spremenil vino v vodu, ne pa da je vodo v vino spremenil. Rejbit! Samo, vino je krotko. Če si pa predolgo doma zim, se te bo pa naveličalo, pa te bo vrglo. Čujete? Pa vajte, kaj meni unden soseda rekla? Ja, Marjetka, kako se ti z vinom špetiraš, kjera pride tvoj pijan domov? Ja, ko pa te ne naredim, če me pa to tako razkuri. Veš pa, najboljše je, da si daš voda v usta, pa nauš nikoli te pijanat. Čuj, Martina, O, je. uhi mi zvoni, kao guniš deri. Komu buče v levi? V desni. Ker pravijo tudi, da če ti v desni zvoni, te to pomeni srečo. Boš čul nekaj dobrega. Če ti pa v levi zvoni, pa pravijo, da to ni dobro, da se ti oglašajo verne duše v vicah. Te pa bojde mareš reč, Bog se usmili vseh vernih duš v vicah. Te pa kuj najha. Malo, ne na kar kapamo. No, zdaj, ko sta vidva to tako lepo skupaj vedle, ste spet rešli eno dušo z vic. Samo ko si že pa tako udehujemo, pa dajmo še kjero zraven za pet. Tiš mlad vesel.
Ja, še nekaj sem se jaz spomnila, kaj sem pozabila povedati. Ja, veš ko? Da bojde, Marjana pa jaz smo že tako zamudile. Ja, ko? Šte zdaj ti bom stresla, ko? Ja, ko? Da bojde mareš te, ko se prvič daš svojemu možu srečo prat, jo moraš vode takle fej skupaj podhoditi. Te ti je celo življenje podložen, pa še vbavgal te bo bolj. No, jaz pa vajem ono, da bojda pri tistih išim, ko imajo črnega bika, pa črnega petelina, pa črno mačko, pri tistih iši se smrt na davču koli izogne. Ja, glejte, pa je, kar sem našla. Kama je? Ja, seveda ima jaco, glej. Ja, vzijam moju, pa se nika lajpi ga zažijali. Ja, če. Ja. Zdaj mu jo pa ne nazaj. Kaj jo je vzel? Ne, ni jo vzel. Te pa ti z tega rabo nič. O, ti vrag črni, pa take lepe želje sem mu zaupala. Glej, kaj vidim. Mravlje so že Kaj veste, kaj imate narediti pomladi, ko greste prvič mimo Mravljika? Mama? 3 pešice si imate mravlj čez rame vreč. Te pravijo, da boste celo leto tak pridni ko mravljice. Tota neža ga je biksala. Ja, kaj je te naredila? Ja, kaj je naredila? Ko je v tovar hodila, je imela Pavlek sebi otroka, je bil strašno cmeravo pa cejtno. Tak, da skur svojega dela ni mogla narediti. Tej pa reče en det, neža, demo cankni malo šmarnce na to mlenko, pa bo otrok zaspalo. Pa tega je onda ni naredila. Saj, da je naredila, da je lahko odslužila tisti ogon boba pri Pavli. Samo, pol se pa otrok v šavli tudi nekaj predavčilo. Samo veste kaj? Bog, da dobro te reni učiteljici Pavli. Kak je ona lepo otroke učila, da ne pič marnico po njim uredi.
Te pa da so leži zastopili v šavli otroci, te pa na mlizo prinesla 2 blaža, v enega je dala šmarnico, v enega pa vodo. Oba pa čarvi. O šmarnici so čarvi kar. Te je pa prošala, če kdo vej, za ko so crknali. Janezek, ki tisti v šoli vsi vejo, tako je imel roko gor, je rekla Janezek, to už pa povedal za ko ti. Je rekel Tršica, zato ko tisti, ko šmarnico pije, nima nikoli glist. Čujete, če se boste samo menili, vi na umor ne sprti. Ja, presnem, kak je vješka tu tako. Pa tardo, ko sam bereči, pogledajte, vsi žulave roke že imam. To tako nam je pa ni dala hota, a? Pa hvala Bogu, da je vrijeme zdržalo. Ti pa ne na tak pi. Pogleda, zdaj so še na žar tako krova. Te pa, kaj moraš piti? Ja, ne? Samo čuj, Vira. Zdaj, ko si pa to rekla, krava, sem se pa jaz spomnila neka. Na eno legendo, ko si jo že večkrat čula. Res? Kak te gre? Sam ne vem, če si jo ti. Ja, ne vem, povej. O kravi pa o gospodiji. Ja. Kak te gre? Ja, je krava rekla gospodiji, ti ga nažigavljaš, meni pa daš zbiram piti samo vodo. Kaj pa pol blu? Ja, pol je pa gospodija rekla, no, če bi pa rada vino pila, tim pa dala, pa je dala eno betvo. Je krava rekla, ne, če mi pa več ne daš kot to betvo, še pa ta sama spi. Kaj je pa bilo pol? Ja, gospodija je rekla, jaz ne vem, da imaš ti take velike želje, pa je prinesla cel škaf vina. Kaj si, no kaj pa pol bilo? Ja, krava je celi škaf spila. Pol je pa začela rogoviliti v štali, brcat, mukat, kitno je vtrgala, bunta je zbežala iz štale, po cesti pohodila vse pred seboj, pa jo je zvrnilo v graben. Kaj pa pol bilo? Ja, ljudi so hodili mimo, pa so se zgražali. Krava pa še naprej se derla, rogovilila in dala vse 4 od sebe. Kaj pa pol? Ja, pol se je pa rodil tudi pregovor, da si pijan kot krava. Kaj je pa bilo pol? Ja, se pa veš, da še dnes to drži, da se pijan sprevrne, te ko se v jamu zvrne. Juhu! Na vrhi! Etnološki večer so popestrili tudi mladi člani ter turistično društvo. Ufrce negujejo narodovo izročilo, prikazujejo delo naših prednikov na zemlji, o katerem mladi danes ne vedo veliko ali skoraj nič. Trta pa še vedno daje žlahtno kapljico, zato jo pijmo zmerno. Od torka 21. februarja naprej so v prvem nadstropju knjižnice Josipa Vošnjaka na ogled portreti znanih Slovencev, ki jih razstavlja likovni ustvarjalec in član likovnega društva Paleta iz Slovenske Bistrice Uroš Čož. Razstavlja 16 portretov, ki bodo na ogled do 31. marca tega leta. Impol iz Slovenske Bistrice je vstopil v 191. leto svojega obstoja z 2 pomembnima dogodkoma. Skorajšnjim nakupom valjarne, nekdanje tovarne lahkih kovin TLM v Šibeniku in zagonom proizvodnje v začetku marca 2016 ter s priznanjem Podravske gospodarske zbornice in časnika Večer za najboljše veliko podjetje v Podravju. A tokratna zgodba o uspehu Impola bo namenjena novi valjarni na Hrvaškem. Poglejmo kratko kronologijo. TLM je v zadnjih 25 letih doživljal burne dogodke. V tistem času je v obratu stiskalništvo brez plač kar vse leto ostalo več kot 100 delavcev. Podobno je bilo tudi drugod. Po nakupih v tovarno so prihajali namišljeni kupci z namenom izčrpavanja družbe, zato je kmalu sledil stečaj.
Tovarna je bankam in delavcem dolgovala več kot 70 milijonov evrov. Takrat je v igro vstopil Impol in poplačal večino TLM-ovih dolgov oziroma odkupil terjatve bank do TLM-a ter postal največji upnik v stečajnem postopku z jasno opredeljeno predkupno pravico, ki jo bodo lahko udejanili prihodnje leto, ko bo končan stečajni postopek. Po obetavnem začetku ob vnovičnem zagonu proizvodnje je šibeniško tovarno spet prizadel neljub dogodek. 28. maja je na topli valjarni, najpomembnejšem stroju v tovarni, izbruhnil požar, ki je po spletu nesrečnih okoliščin uničil dobršen del hidravlične opreme in drugih vitalnih delov. Valjarna se je ustavila, saj je bila potrebna temeljite obnove. To so strokovnjaki iz Impola skupaj z nemškimi izvedenci za tovrstna popravila in domačimi delavci izvedli v rekordnem času. Tako je topla valjarna začela znova obratovati že 20. septembra, manj kot 4 mesece po popolni zaustavitvi. S tem je tekoče stekla proizvodnja tudi v drugih procesih Impola TLM, ki na trg dobavlja raznovrstne valjane izdelke, med katerimi so trakovi, pločevine, tanki trakovi in folije. Ob vnovičnem zagonu valjarne je eden izmed domačih delavcev, ki je vse skupaj opazoval, svečani dogodek komentiral takole. Čeprav je naš priljubljeni ptič galeb, bo odslej simbolno tudi Feniks, ki se je v podobi Impola najprej pojavil na pogorišču TLM-a, zdaj pa je vzniknil iz ognja še tukaj ob našem najpomembnejšem stroju, ki nam bo dajal kruh. Seveda je za celoten sistem Impola šibeniška valjarna izjemno pomembna, saj lahko proizvodne kapacitete valjanih izdelkov poveča na 200.000 ton letno. Nakup šibenika nekako zaokrožuje naše valjarništvo, ki smo ga zdaj gradili mogoče dobrih 15 let. Z nakupom šibenika si mi pravzaprav odpiramo v Impolu nove perspektive. Mi si odpiramo eno možnost in to možnost smo sedaj nakazali tudi v novi strategiji do leta 2025, v kateri smo zapisali, da bo Impol praktično povečal svojo produkcijo za 100%, oziroma da bo Impol iz sedanjih tam nekje prihodka okrog 530-540 milijonov evrov prišel do leta 2025 na prihodek okrog milijardo evrov. To pa že pomeni praktično, da bomo sedanjo proizvodnjo podvojili in da bomo podvojili tudi prihodke. Seveda, levji delež pri tem bo prineslo valjarništvo v sistemu Impol, ne smemo pa tudi zanemariti stiskalništvo, ki ga tudi razvijamo naprej in ga razvijamo v izdelke z višjo dodano vrednostjo. Ekipa usposobljenih delavcev iz Slovenske Bistrice je opravila veliko delo pri usposobitvi šibeniške valjarne in njenem kar dvakratnem zagonu. Večina jih bo ostala v TLM-u še nekaj časa, da bodo pomagali izobraževati domače delavce. Glavno postrojenje tega obrata oziroma te tovarne je ta topla valjarna, ki jo vidite v ozadju. Zagon je imel kar precej težav, v bistvu je bilo potrebno ogromno opreme in pa rezervnih delov nadomestiti oziroma tudi novih kupiti in te zmontirati v postrojenja. Seveda so tukaj tudi ekipe ljudi iz Impol TLM-a, ki so pomagali ob pomoči naših in pa mojih strokovnjakov, ki so skupaj z menoj zaganjali to podjetje. V bistvu je prišlo do požara na samem valjarskem ogrodju in ogenj se je potem preselil na vrh valjarne, kjer je bilo tudi največ poškodb. V 3-mesečnem obdobju, v katerem smo potem resno pristopili k sanaciji valjarne, je sodelovalo preko 60 ljudi. Bilo je angažiranih ogromno ekip, tudi zunanjih strokovnjakov, ki so pomagali sanirati to škodo. Najboljša stvar, ki smo jo pa naredili ob tem, je pa tudi sama modernizacija tega valjarskega ogrodja, ki je danes praktično popolnoma novo. Trenutne proizvodne kapacitete Impol TLM-a omogočajo povečanje prodaje za tretjino, medtem ko so kapacitete toplega valjanja ta čas izkoriščene polovično. Torej so možnosti za širitev valjarništva še velike. Impol je pravzaprav že nekaj let načrtoval rešitev podobno, kot jo omogoča tale topla valjarna tukaj v Šibeniku.
in s podobnim namenom je že pred 12-13 leti vstopil v valjarno v Srbiji in si je tam zagotovil ustrezno kapaciteto toplega valjanja, ki pa smo ga s kvalitetnim delom na trgu in proizvodnji seveda zasedli. Na to se je pojavila nova potreba po toplovaljani kapaciteti in kot nalašč je topla valjarna tukaj v Šibeniku bila v položaju poslovnem, kot je bila, da je bila pripravljena za priključitev v skupino Impol. Ta lokacija, ta industrijska cona v Šibeniku omogoča tudi v prihodnosti res dinamičen razvoj, ki bo baziral na še dodatnem izkoristku obstoječih instaliranih kapacitet in instalaciji nove valjarske in livarske opreme. Na tak način je skupina Impol tudi na valjarskem področju našla potencial za razvoj v prihodnjih 10 letih. Impol je s prihodom na Hrvaško nadaljeval tradicijo lastniškega povezovanja in sodelovanja s tovarnami aluminijskih proizvajalcev in predelovalcev v nekdanji skupni državi. Tako je zdaj ob srbskem Sevojnu prišel tudi v Šibenik, kar so tamkajšnji politiki pozdravili, saj je omogočil nadaljevanje tradicionalne proizvodnje na tem območju. Gre navsezadnje za dober zgled sodelovanja med obema državama, kar sicer ni bil vedno običaj. Ja sam kao naravno izvršna vlast u ovoj Šibensko-kninskoj županiji. Kot predstavnik izvršne oblasti v Šibeniško-kninski županiji oziroma v naši regiji sem spoznal, da se je Impol kot nekdo od Boga dan pojavil pri nas, kot kakovostno podjetje z določenimi poslovnimi nameni in možnostmi, da realizira svoje načrte v proizvodnji, ki je že potekala v TLM-u. Z Impolom smo zelo zadovoljni, mislim, da je to idealno sožitje s sosedno prijateljsko državo in da bo nastalo podjetje, ki se namerava še razvijati, saj je Impol potencialno močna firma. Vesel sem tudi, da so se med svojimi opcijami med Slovenijo, Srbijo in Hrvaško odločili za naš kraj in za to območje, kjer je tradicija aluminij. Kot politiki smo si vsi želeli, da se ta zgodba na gospodarskem področju nadaljuje. In Impol je ta, ki bo to omogočil. U onom gospodarskom dijelu priče je upravo nastaviti tu tradiciju. Impol je taj koji će to omogućiti. Tako kot velikokrat v Sloveniji so se tudi na Hrvaškem v preteklosti stečajni postopki vlekli v nedogled. Zdaj je sosednja država sprejela novo zakonodajo, po kateri mora biti stečaj končan v 18 mesecih. To znači da do negdje polovice, do 6. mjeseca. Pomeni, da bi se moral končati junija prihodnje leto. Verjamem, da se bo to zgodilo prej, saj je sodišče že sprejelo sklep o prodaji premoženja. Predvideni so 4 dražbeni krogi prek finančne agencije FINA in prepričan sem, da bo vse končano v predvidenem roku, bolj verjetno pa je, da bo to še prej. Verjamem, da se bo Impol kot zainteresirani partner v stečajnem postopku, potem ko je prevzel in vzpostavil proizvodnjo, tudi formalno prijavil in kupil to svoje premoženje ter bo delal naprej. Prevzel je proizvodnju, se u tom postupku javiti i to kupiti formalno, onda preuzeti kao svoju imovinu dalje raditi. Zaključka stečajnega postopka se seveda veselijo tudi delavci nekdanjega TLM-a, tisti, ki so ohranili delo in oni, ki bi se radi v prihodnosti zaposlili. Sa ponovnim pokretanjem toga valjka vidim svijetlu budućnost za Impol TLM, za cijelu tvornicu. S ponovnim zagonom te valjarne vidim svetlo bodočnost Impol TLM-a. S prihodom Impola na območje tovarne lahkih kovin to ne pomeni ogromno zgolj za TLM, ampak za ves Šibenik in tudi širše. Lahko rečem, da so ljudje, ki so prej delali tukaj, šli skozi pravo Golgoto. Ostali so brez dela, nekateri so bili na čakanju. S prihodom Impola se je tem ljudem vrnilo življenje, saj so delavci lahko pričeli živeti normalno, ker dobivajo redno plačo. Kdor tega ni izkusil, ne ve, kaj za človeka pomeni biti v takšnem položaju. Impolov prihod semkaj nam zelo, zelo veliko pomeni. Ne zna šta to znači. Ne zna šta to znači biti u toj situaciji. Tako da dolazak Impola je ovdje za nas veoma, veoma značajan. Zdaj v tovarni zaposlujejo 340 delavcev. V času našega obiska se je na razpis za zaposlitev prijavilo kar 90 ljudi.
To priča o tem, kakšno je zanimanje za delo v tovarni. Ja, za uspešen zagon proizvodnje smo mi potrebovali delavce z izkušnjami. Zaradi tega smo najprej izmed bivših zaposlenih Tele-Ema izbrali najprej vodje in potem določili število izvajalcev po posameznih procesih ter izbiro teh delavcev zaupali tem vodjem procesov. Sedaj je v Impolu Tele-Em zaposlenih 340 delavcev in v glavnem so to zaposleni iz bivšega podjetja Tele-Em. V prihodnje mislimo še nekje, da bomo povečali število tam do 370-380, kar pomeni, da bomo potrebovali še dodatno 30 do 40 zaposlenih, vendar sedanjo izbiro pa izvajamo preko Zavoda za zaposlovanje oziroma preko oglasov v časopisih in preko radija, izvajamo zaposlitvene razgovore in na ta način pridobivamo nove sodelavce. V zagon in proizvodnjo v Impol Tele-Emu so se v tem prehodnem obdobju uspešno vključili številni vodstveni delavci skupine Impol, med njimi je tudi Marjana Lažeta. In kako gleda na novo pridobitev v Šibeniku? Zelo pozitivno, zato ker je impolsko valjarništvo v primerjavi s tiskalništvom dlje časa iskalo pravo pot, če lahko z temi besedami izrazim sedanje postavljeno strategijo. Končno smo na temeljih, ki nam omogoča celovito proizvodnjo vseh valjanih programov z možnostjo vstopa na avtomobilski in letalski trg kot nekim vrhuncem tehnološkega razvoja. V skupini Impol pokrivajo oba temeljna programa predelave aluminija, valjarništvo in stiskalništvo, s čimer zagotavljajo stabilnost poslovanja. Stiskalništvo je v preteklosti uspelo razviti kakovost izdelkov na raven, ki ustreza trgu najzahtevnejših kupcev. Čeravno smo pred kratkim, 5 let nazaj, šele vključili novo linijo, ki rečemo Alumobil, je do danes ta v popolnosti zasedena, tako da v bodoče moramo v okviru strategije razvoja Impola kot celote razmišljati tudi o razvoju stiskalništva v smislu, da investiramo v nove linije. In dosežen je na nivoju Impola oziroma upravnega odbora tudi dogovor, da v okviru te nove strategije do leta 2025 investiramo pravzaprav v 2 novi preši. Zelo pomembno pa je, da v okviru te strategije ne pozabimo tudi na horizontalno litje palic, ki je popolnoma nova stvar na področju kovačev aluminija za avtomobilsko industrijo. Tako da, če hočemo ostati prvi v Evropi pri oskrbi trga z palicami za kovače oziroma za avtomobilsko industrijo, potem je v to investicijo nujno potrebno iti, da lahko kompletiramo program in ostanemo prvi v Evropi, kar je naš cilj. Na območju Impol Tele-Ema je del tovarne tudi livarna, ki sicer obratuje, a zmanjšano zmogljivostjo, ker so nekatere naprave, predvsem peči, zastarele. Zato razmišljajo o njeni posodobitvi. V celotnem sistemu Impola ima livarništvo izredno pomembno vlogo. Skupina Impol se zelo dobro zaveda pomena lastne livarne. Lastna livarna nam namreč zagotavlja najcenejšo vhodno surovino ob točnem določenem času in pa istočasno nam zagotavlja najcenejši način predelave odpadkov, ki nastajajo znotraj proizvodnega procesa. Livarna v Sloveniji je najmodernejša in pa največja livarna v skupini. V zadnjih 5 letih smo povečali proizvodnjo za 50% in trenutno imamo proizvodnjo okrog 135.000 ton na leto. Za svoje obratovanje imamo tudi okoljevarstveno dovoljenje. Livarna v Srbiji je na polovici poti, ima nekje letne kapacitete 69.000 ton. Livarna v Šibeniku pa v tem trenutku ni opremljena trendom, ki so v svetu, to pomeni reciklaža aluminija in jo bo potrebno popolnoma obnoviti. V naslednjih letih pričakujemo investicij v nekje v znesku okrog 40 do 50 milijonov evrov, ker želimo povečati kapaciteto proizvodnje za 150.000 ton letno. Letos proizvajamo samo 30.000 ton, se pravi, bo nekje proizvodnje povečana za 120.000 ton. Impol je v preteklosti namenil veliko sredstev za naložbe in posodobitve proizvodnje tako v Slovenski Bistrici kot v Sevojnu in zdaj v Šibeniku.
Glede na to, da so možnosti širitve na lokaciji matične tovarne v Sloveniji omejene, bi bile dodatne naložbe mogoče na območju ogromnega kompleksa nekdanjega TLM-a. Tu bo pomembno vlogo odigralo tudi šibeniško pristanišče, poleg koprskega, kamor prihaja največ surovega aluminija iz različnih držav. Letos bo tega 215.000 ton, največ iz Mozambika. Že vrsto let uspešno usklajuje nabavo, poslovanje z borzo in terminsko trgovanje magistrica Tanja Brkljačič. Za vsako tono izdelka, ki ga Impol proizvede in proda, moramo najprej nabaviti vsaj 1,2 toni aluminija. Impol kupuje aluminij v obliki ingotov kot primarni aluminij, sekundarni aluminij v obliki industrijskega odpada, standardne drogove za stiskanje profilov in brame za valjanje folij, trakov in pločevin. V Evropi je proizvodnja aluminija vse manjša, iz leta v leto pada, ker je cena električne energije zelo visoka. Zato moramo evropski predelovalci aluminij uvažati. Impol kupuje večino aluminija izven Evrope. Z ladjami prihaja večinoma iz Afrike, z železnico preko Sibirije do Črnega morja, nato pa z ladjami v Jadransko morje, v Luko Koper, Bar in Šibenik, da je blizu našim tovarnam. Poudariti je tudi treba, da je aluminij borzna kovina in kot taka zelo podvržena velikim tveganjem. Zato je nujno, da v Impolu obvladujemo ta cenovna tveganja, ki so posledica visoke volatilnosti borznih cen. Aluminij je kapitalsko intenzivno poslovanje, postaja tudi vse bolj kompleksno, zato od vseh nas zaposlenih v Impolu zahteva usklajenost, visoko strokovnost in učinkovitost. Pa se vrnimo spet na otvoritev nove valjarne v Impol TLM-u, ki je bila pomemben menik v razvoju valjarništva, saj sta zdaj poleg sistema za toplo in hladno valjanje v polnem pogonu tudi valjarna folij in linija za finalizacije razrezov. Vse to pa omogoča, da je dobršen del proizvodnje našel svoje mesto na evropskem in svetovnem trgu, doma na Hrvaškem pa bodo prodali 10% proizvodnje. Sicer pa bodo v sistemu Impol v letu 2016 prodali na tuje nekaj več kot 95% celotne proizvodnje. V letnem planu mi imamo 50.000 ton izvoza za kupce, 10.000 ton gre folijskega, 40.000 gre pločevin in trakov. Seveda pa se bomo trudili v bodoče, da bi ta naš proizvodni program dvignili na malo višji nivo, ne samo da bi prodajali trgovsko blago, ampak da bi šli tudi bolj orientirano počasi v industrijo. Z novo valjarno v Impol TLM-u so postavili enega temeljnih kamnov v mozaiku skupine Impol, ki postaja pomemben igralec z področja predelave aluminija na zahtevnem svetovnem trgu, specializacijo proizvodnih programov v Slovenski Bistrici, Sevojnu in Šibeniku. To pa je tudi za vse zaposlene najpomembnejše in lepa spodbuda za delo naprej. Policisti Slovenije bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so policisti obravnavali 7 kaznivih dejanj, od tega 5 tatvin, zlorabo uradnega položaja in 1 zalezovanje. Spodnja Polskava. Iz vodohrama je nekdo ukradel 20 kvadratnih metrov strešne bakrene pločevine, podjetje pa oškodoval za 2000 evrov. Nova Gora nad Slovensko Bistrico. Nekdo je vlomil počitniško prikolico, vendar ni ničesar odnesel. Slovenska Bistrica. Iz nakupovalnega vozička je nepridiprav oškodovanki izmaknil torbico, lastnico pa oškodoval za 150 evrov. Ženska torbica je izginila tudi iz odklenjenega vozila. Izginil je mobilni telefon in nekaj drugih predmetov. Škoda je za 600 evrov.
Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 14 prometnih nesreč, izdali 49 plačilnih nalogov, začasno odvzeli 9 vozniških dovoljenj in odvzeli 1 vozilo. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 11-krat, obravnavali pa so še 2 ugriza psa in požar. Atletsko društvo Slovenska Bistrica je v nedeljo 19. februarja gostilo državno dvoransko prvenstvo v suvanju krogle za vse kategorije. Izkazali so se tudi domači tekmovalci in tekmovalke, ki so osvojili 3 medalje. Staša Trajkovič je v članski kategoriji osvojila srebrno medaljo in dosegla nov osebni rekord z 10,86 metra. Nov osebni rekord je postavila tudi Valentina Vaudi, ki je med mlajšimi mladinkami tekmovanja končala na 2. mestu. Vito Polenek pa je v kategoriji mlajših mladincev z osebnim rekordom osvojil bronasto odličje. Prav tako z osebnim rekordom pa sta tekmovanje na 5. mestu končala Mitja Smogavec med starejšimi mladinci in Alisa Lamut v kategoriji pionirk. Spoštovani, informativna oddaja tega tedna se je iztekla. Učenci in dijaki so na počitnicah, tega pa ne bi mogli reči za snovalce občinskega glasila Informator, ki bo izšlo v marcu pred občinskim praznikom. Praznik pa bodo imele v torek, 28. februarja, pustne šeme, ki si jih boste lahko gledali v pustni povorki. Do naslednje oddaje pa bodite dobro z maskami ali brez njih. Pa srečno!